Pozdravljeni vsi skupaj v imenu mladih osnovne šole Komenda Moste in pa seveda mentoric, vseh mladih udeležencev tabora Kamenčki življenja. Smo se zbrali že včeraj, bomo šli jutri, iz različnih šol. Poleg osnovne šole Moste Komende so se nam pridružili mladi iz osnovne šole Marija Vere Kamnik, iz osnovne šole Strežišče pri Kranju, iz osnovne šole Vencla Perkla Domžale, iz osnovne šole Maksa Peteršnika iz Pišec, iz osnovne šole Zelsko. Smo še katero osnovno šolo pozabili? Strežišče pri Kranju in Križevci. In seveda še dva mlada fanka, Staš in Pavle iz Ljubljane, ter osnovna šola Vodice. Ja, definitivno. En aplavz za vse skupaj. Prvo pestro dogajanje, namen tega tabora je bil, da se povežemo, da stkemo nove vezi, da se odpremo, se predstavimo in predvsem zaživimo življenje in tudi zato je naslov tega tabora bil Kamenčki življenja. V tem srečanju tukaj zdaj bi vam seveda radi predstavili, kaj vse smo počeli v našem dnevu, ki je bil pester, poln izzivov, poln novih doživetij. Da pa je sploh prišlo do tega tabora, so pa k temu prispevali mnogo kateri in najprej bi pozdravila gospoda podžupana, gospoda Mirka Kepica. Dobar večer, sem skupaj pestro, ste rekli, pa tako med sabo se treba spoznati. Pa tako, veste, zadnje čase smo imeli, oziroma par zadnjih dni smo imeli zelo pestro tudi pri nas, ne? Ampak tisto pestro je bilo nekako združeno z vodo pa z naravnimi silami. Tole, kar ste pa vi prinesli, pa je bolj prijetno. In vsekakor bi se jaz zahvalil, pa želel zahvaliti tistim, ki so dali pobudo, tistim, ki so omogočili, tistim, ki se trudite, predvsem pa mladim, ki se takole spoznavate. Slovencem najbrž še vedno nam malo manjka širine. Mislim pa, da nam jo manjka zato, ker je naša domovina na tako majhnem prostoru tako lepa, kot skoraj cel svet. In potem nas kar mačkrat bolj drži doma. Zato so takele zadeve, takole druženje, ko pridete skupaj, ko ste 3 dni skupaj, ko si poveste marsikaj, po mojem neprecenljive. Še enkrat hvala lepa vsem, ki ste prišli v naš kraj. Upam, da ga boste odnesli v srcih domov in da se še vidimo. Hvala lepa. Zdaj pa midve z Romano sva vedno za takšne zgodbe in vesela sem, da mi je posebno dekle, ženska, prisluhnila v zdravilišču, ker vsaka zgodba, se veste, ima svoj začetek, ima svoj konec, predvsem pa mi vedno ob takih dogodkih prizadevamo za nadaljevanje. Zato pri takšnih dogodkih vedno je z nami tudi okno. Vse to, kar ste vi povedali zdaj, je v bistvu v povezavi vsem tem, za kar se mi prizadevamo, ko krepimo zavedanje pri sebi in pri mladih. Krepimo to samozaupanje, ker vsak od nas, ki je malo starejši, se globoko zaveda, kaj to pomeni. In kaj se lahko mi kot odrasli postorimo, ko skupaj z mladimi ustvarjamo in tkemo takšne posebne dragocene viziji, ki se jih zavemo še v posebnih trenutkih. Eden od takšnih
trenutku je bil tudi takrat, ko sem spoznala Marto in ko je ona slišala, mnogokrat se z ljudmi pogovarjamo, si marsikaj povemo, pa mnogokrat gre marsikaj mimo, je prezrto. Ona pa je slišala in razumela, da vse tisto, za kar se z Romano prizadevava in mnogi v najni navezi, da ima smisel. In ona je bila zelo, bi se temu rekla, hitra. Hitro se je zlilo na papir vse to, kar obe verjameva, je posredovala na občino, občinski svet je sprejel odločitev in vse ta zgodba je povezana v bistvu s samimi mnogimi lepimi stvarmi in ljudmi, ki verjamejo v dobro. In zato Marta s hvaležnostjo te vabi. Ja, hvala lepa. Drage udeleženke tabora, dragi udeleženci, drage mentorice, mentori, draga ravnateljica, gospa Mira, kot ste danes rekli, da želite biti tu, gospod podžupan, sedma sila in vsi, ki ste tukaj danes navzoči. Pika je povedala, kako sva se srečali in takrat, ko sva se midve srečali v nekih takih posebnih okoliščinah, je to srečanje pravzaprav obrodilo nekaj lepega. In ravno to bi rada rekla, da se v vsakih okoliščinah, pa tudi če so manj prijetne, vedno najde kakšna pozitivna misel, pozitivni izhod, če so ljudje za to. Današnji tabor nosi naslov Odprimo se povezavam. To simbolizira veliko. Naprimer, iščemo najboljše v sebi, najboljše v drugih, povežimo tisto najboljše, gradimo, razvijajmo, delajmo tako, da se bo tisto dobro razvilo tako, da bo premagalo tisto manj dobro v nas in v naši okolici. Kamenčki življenja simbolizirajo topel mozaik in sicer, če je ta topel mozaik, če so ti topli kamenčki obžarjeni s soncem, je ta mozaik topel. In v mozaiku je vsak kamenček pomemben. In vsak ima svoje mesto. In torej kamenčki simbolizirajo nekaj, kar nas povezuje, kar nam daje skupno celovito sliko. In vsak kamenček ima svoje mesto. Pa naj bo v življenju vsakega posameznika ali pa v življenju skupnosti. Se pravi, kamenčki življenja v posameznikovem življenju imajo svoje smisel, tudi če niso tako lepi, in tisti, ki so zelo lepi, vsi imajo svoj smisel. Enako pa prav tako tudi v življenju med ljudmi, vsak človek ima svoj smisel. In v tem mozaiku človeških povezav je njegovo mesto nenadomestljivo. Te povezave so izjemno potrebne, takšna druženja so izjemno potrebna. Nekoč mi je rekla neka zelo modra gospa, ki jo zelo cenim, da ravno taka druženja na vseh nivojih, se pravi na ravni neobremenjenih otroških duš, kakor tudi na znanstveni ravni, pomenijo neko vrsto reševanja sveta. Tako je rekla ta gospa in jaz če dalje bolj verjamem, da je temu res tako. Vsak kamenček, vsak naš dober namen, vsak naš dober izpeljan namen ima svoj smisel in lahko pripomore k temu, da bo svet lepši. Vsak izmed vas, vsak izmed nas je lahko biser, je lahko sonce, ki trosi svojo energijo drugim, ki jo nese naprej, ki jo ponese v druge občine. Danes ste zbrani tukaj iz 8 občin. Vsak v svojem okolju lahko širi nekaj, kar bo obrodilo sadove tudi pri ostalih, ki bodo potem postali ravno tako kamenčki in pa sonca, topli kamenčki in topla sonca, ki bodo širili naprej svojo pozitivno energijo. In imam tudi to čast, da vas pozdravim v imenu ustanove Petra Pavla Glavarja. Tukaj bi rada omenila enega izmed takih simbolov ljudi, ki so trdno okovani v našo preteklost in ki so ogromno naredili za naš kraj, pa tudi širše. In sicer to je Peter Pavel Glavar. Ime tega gospoda nosi ustanova Petra Pavla Glavarja. Več o njem lahko izveste v tej zgibanki, ki sem jo vam dala že dopoldan. In seboj imam pa tudi članek, ki ga je napisal pred leta 1984 naš pisatelj Ivan Sivec, ki je rojen tukaj v Mostah
in danes živi v Mengšu in ravno piše o Petru Pavlu Glavarju kot začetniku šolstva na slovenskem, skoraj da bi lahko rekli, osnovnega šolstva na slovenskem. In ta članek mi je danes prišel pod roke, dal mi ga pa eden izmed soustanovitelji ustanove Petra Pavla Glavarja, gospod Janez Kimovec. In prav hvaležna sem mu zanj, kjer tukaj opisuje in med drugim daje tudi idejo, da bi naša osnovna šola nosila ime po tem velikem našem rojaku, Petru Pavlu Glavarju. To je predlagal že leta 1984 Ivan Sivec. No in na koncu vam bi povedala še samo 2 besedi o delovanju ustanove Petra Pavla Glavarja, ki si ravno tako prizadeva za nekaj podobnega, kot smo danes oziroma ste danes tukaj doživljali. Se pravi, spodbujanje mladih talentov, njihovo povezovanje in sicer ustanova ima danes 11 štipendistov in prireja različne aktivnosti, kjer se lahko mladi razvijajo oziroma se jim daje ideje in spodbude za razvoj. Med nami je tudi ena izjemno uspešna naša športnica Teja Koželj, ki je tudi naša štipendistka in jo lahko, mislim, da si zasluži en aplavz, ker je izjemno prizadela. In je zgled mnogim mladim. In dragi vsi prisotni, torej zahvaljujem se vsem, da ste prišli, zahvaljujem se Piki za to, da ste in pa Romani, da ste izpeljali to čudovit ta tabor in tudi še za jutrišnji dan. In še nekaj bi rada povedala, da sem preslišala eno izjemno dobro oceno gospe ravnateljice oziroma Mire, ki je rekla, da ko pride Pika, nastane sonce tudi tam, kjer ga prej ni bilo. Torej, želim vam še naprej lep večer in hvala lepo vsem, ki ste pomogli v uspehu tega tabora. Zdaj pa, da bo sonce se bolj žarelo in zažarelo, prosim, Miro, da prideš. Zdaj smo veseli podpore in tega, da je Mira bila takoj za sodelovanje in da je šola v Komendi odprla svoja vrata in mi računamo na te, Mira, še naprej, da boš lobirala pri ravnateljih. Da bom to razlažala zdaj na okrog te kamenčke. Ja. Jaz sem samo en od kamenčkov, bom rekla, tam, kjer je volja, je tudi pot in mi ni žal, da smo v bistvu se tega lotili. Tako da obljubim, da bom to širila naprej, to idejo in hvala vsem, ki ste prišli v naš kraj in upam, da še do konca to speljamo, tako da se boste vsi v redu počutili in odšli z lepimi spomini iz naših krajev. Hvala. Zdaj pa mislim, da vsi nastopajoči že zelo nestrpno čakajo in na odru se bo zdaj bogato dogajalo. Od včeraj do danes smo vsi skupaj doživeli nepozabne trenutke, podpisane s smehom, z dobro voljo. Pravzaprav mi skoraj od včeraj popoldne do danes smo zelo malo počivali, skoraj nič, in boste videli, kaj vse se je zgodilo od včeraj do danes in kakšni talenti so v vseh nas, lahko rečem, verjamem, da tudi tisti, ki niste bili znani. Mogoče bo koga nagovorilo in na oder vabim najprej glasbenike, Vida, svojo ekipo. Kantali smo veselo, mnogi na Hrvatskem, mladi so se smijali, kaj stara baba kanta.
Dober dan, dober večer. Jaz sem Vid Avdić-Batista in to, kar ste čuli, je pač stara istrska glasba, ki jo izvajamo jaz in moja družina. To smo 3 generacije, dedek, mama, jaz pa sestra. In to je stara istrska glasba, igrana na prav tako stare istrske instrumente, če pa že niso stari, pa so narejeni po pač teh starih modelih. Vse te instrumente dela moj dedek, Vekoslav Batista, ki je prejšnjo nedeljo praznoval 80 let in to je samo, bi rekli, en kamenček njegovega življenja, ker on je res človek, ki je počenjal toliko stvari, da vam jih danes večer ne bi mogel našteti. No, tako kot je on pač meni, vame vlil to ljubezen do te stare istrske glasbe, do tega dela naše kulture, sem pač jaz preko te moje delavnice na taboru probal to isto narediti z mojimi učenci. Na tej delavnici smo probali narediti en takšen čisto preprost inštrument iz pač kot ena tamburica ali balalajka, tašna, stalna iz ene navadne deščice, pa iz škatlice od globine za čevlje, pa žeblja, vijaka in strune. To je pač tudi po načrtu od mojega dedka nastalo in žal pa se delavnica ni stekla prav tako, kot sem si jo umislil, ker nam je zmanjkalo časa. Bilo nas je na začetku, bilo nas je 12, od tega pa je pač uspelo izdelati svoj instrument samo 3 učenci. Organizacija ni bila pač najboljša, zato se opravičujem ostalim in bomo probali se zmeniti, da bomo jutri dokončali. No, kot se rekel, zmanjkalo nam je časa in tako se tudi nismo uspeli ničesar naučiti igrati na ta inštrument. Tako da pa... Vid, a lahko jaz kot odrasla pripomnim, da vse to, ker si ti zdaj zelo iskreno povedal, v 2 minutah mi odrasli nikoli ne povemo na glas. To je potrdilo, da sem bila. Ja, na vse to sem potem slišala. Tako pač je, sem iskren. Zdaj, če si kdo želi kaj zaigrati na svoj instrument. To pa se sliši. Saj nekaj zvoku. Ja. Takole. A še enkrat. In tukaj oglasiš. Narediš pač. S tem se da oglašati. Naprimer, če imaš to dost nazaj potisneno, je nizek zvok. Če imaš pa naprej, je pa visok zvok. Pa ne smenaš. No, malo pa nekaj zdaj tam. Ja, kaj je? Se ne
poznamo naš drugega, kot samo z enim prstom, pa pač brenkat. No, lejte, če se vam bo ta predstava zdela otroča pri teh čevljarju, pa naročite za industrijo. No. Torej, dobrodošli pred televizijskimi sprejemniki. Danes v živo Los, ki je prišel naravnost iz Skandinavije in nam bo povedal vse o losih. Kot nek intervju torej, oddaja se imenuje Po svetu, tudi vi lahko kličete in vprašate našega gospoda Losa, Leopolda, ki vam bo povedal nekaj o svoji vrsti. Torej, številke so 090 416 189. Ampak to zdaj ne velja, to morate vi dvigati roko in pol pač vprašate Losa. No, torej. Jaz sem pa Rafaela Potočnik. Čakamo na klice, predtem pa bom dala jaz še eno vprašanje Losu. Torej, gospod Los, kaj menite, ali je vaša vrsta ogrožena ali ni? O tem se pa še ne da sklepati, ker letačev število je zelo težko ugotoviti, zato ker so tako zelo raztreseni, tam od Rusije, čez Evropo, ja pa še mesec v Ameriki je nepar. Aha, torej kličite. Noben ne kliče. Ja, en klic. Aha, torej Bivate losi? Aha. Losi pa prebivajo na severni polobli, zelo severno, se pravi v severni Rusiji, pa v severni Evropi, v Skandinaviji, pa tudi v Ameriki. V severni. Še en klic. Kakšno znamko obleke nosi? Losi sicer nimajo oblek, ampak jaz pač imam, kar bi jo je babica sešila. Torej, ja, lahko. Iz česa pa prehranjujejo? Aha, losi se pa večinoma prehranjujejo s smrekovimi igelcami. Sicer niso bili dobre, v bistvu so zelo bljek, ampak kjer losi živijo, so pač sami smrekove igelce. Ja, še en klic. Ja? To bi bilo pa težko soditi. Zato, ker je sami smrekovi igelci, ker so to sami smrekovi igelci, zdaj ne vem, če so zbirčni, ker če bi bili zbirčni, ne vem, če bi dobili še kaj drugega, če bi to jedli ali ne. Bi zelo težko. In še zadnji klic. Ja? Kolikšno starost pa dosežejo? Losi lahko dosežejo ene 30 let, kaj tacga. Še celo več manj. No, torej pa še zadnje vprašanje, ki bi ga pa jaz rada postavila. Zakaj imate losi tako velike nosove? Aha. To je pa zato, ker je tam, kjer losi živimo, zelo mrzlo in rabimo veliko smrkla v losu. Včeraj, ko smo imeli improligo, smo svoje navdušenje vedno po vsaki predstavi izrazili z jakostjo aplavza. I wonder how am I still here.
thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide. And I won't go, I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't leave, and I can't hide. I cannot be until you're resting here with me. I don't wanna call my friends, or they might wake me from this dream. And I can't leave this bed, risk forgetting all that's been. Oh, I am what I am. I'll do what I want, but I can't hide. I won't go, I won't sleep, and I can't breathe until you're resting here with me. And I won't leave, and I can't hide. I cannot breathe until you're resting here. And I won't go, and I won't sleep, and I can't breathe. Skozi celotni tabor smo dali poudarek na odnosi, na tem, kako izražamo svoje čutenja, kako si postavljamo vprašanja, kako spreminjamo ravnanja. Vzpostavlja se precej zgodb iz vsakdanjega življenja, tisto, kar vsi mi doživljamo. Mladi so v delavnicah postavili in zaigrali kar nekaj zgodb, kako si vprašanje postavljamo, kako občutimo, ali se slišimo, se pogovarjamo. In bom kar povabila prvo skupino, da predstavi svojo zgodbo, predstavi svoje vprašanje, ki ne bo razmislek vsem nam za danes, pa tudi v prihodnje. Pa še to, vse to, kar boste zdaj videli, kar bo predstavile skupine z imenom sliva, hruška, jabolka in banana ali možini, je nastalo v 5 minutah. Skupina je dobila čas omejen, 5 minut, in to, kar boste zdaj videli, je nastalo natanko v 5 minutah. Tako da jaz sem vedno znova fascinirala nad odzivnimi časi mladih in nad vsem tem, kar oni izrazijo, predvsem pa kakšno sporočilno vrednost ima to, kar se zgodi. Torej, prva skupina Slive. Zdaj je vsem. Ko smo dobili to nalogo, smo bili malo zmedeni, da bomo to na hitro tako igrico sestaviti, zato je mogoče malo smešna, no se tudi mora biti. Potem on je baletnik, jaz sem njegova sestra tudi baletnica, potem ona je osebnica, ona je pa plesna učiteljica. No, občutki v tej zgodbi, ne vem, malo ljubosumja, malo važenja, ne? Malo zmagoslavja, malo strogost učiteljice, pa tako. Tipična zgodbica pač, tako. Zanimivo, upam. No, zdaj pa jo
No, zdaj bo najprej trening, ker so pač en dan pred tekmovanjem. No, pa začnimo. Še z drugim. Sem vidimo jutri na tekmovanju. Smemo slikati. No, začelo se je tekmovanje. Zmagovalec je Urban. Ja, pač mi smo naredili igro, ki je bolj posvečena nezgodi, pač kako reagiramo ob tem, če se zgodi kakšna nesreča. Oprostim. Hvala. No, dober dan. Mi nismo nobene igrice pripravili, ampak smo napisali eno zgodbo. Mogoče kam za učiteljca tukaj ni lih najbolj srečen, ampak se pa dogaja, ne? No, v glavnem piše se test pri angleščini. Učiteljica je totalno šokirana nad plankanjem v razredu, učenci so pa zaskrbljeni prvič, da jih ne bi dobila, drugič pa, ker itak nič ne znajo. No, in učiteljica išče kazen zamišljena, kaj bi jim naredila, da ne bi bilo nasilja, ker bi jo drugače šole vrgli, in pa, da bi jih pravično kaznovala, da bi se nekaj iz tega tudi naučili. In hod ona po razredu, hod, gleda levo, desno, razmišlja in se spotakne učenčevo torbo in pade. Učenci seveda noben, da bi jo kaj pobral ali pa kaj kar pustijo jo tam ležati na tleh, lepo oni hitro od enega stola k drugemu začnejo prepisovati in valjda vsi, ki so testi rešeni, grejo, da oddajo teste na mizo, učiteljca še lih toliko, da so jo malo pobrali, pa nastav dali, pa mogoče še en je po moje še pomoč poklical. Nauk te zgodbe pa je ne plankati, lahko se še kdo poškoduje. Dobro večer. Mi tudi v bistvu nismo naredili predstave, ampak imamo eno tako zgodbo, ki sicer govori o Franski pa Zofki, ki sta stari 80 let, ampak v bistvu ta zgodba velja tudi za tiste, ki niso toliko stari. In v bistvu so tudi mlajši. Oni dve sta se pač odločili, da ne bosta delali na polu, da ne bosta kuhali kosil za svoje sorodnike, ampak oni dve bosta pač šli lepo optimistično v disko. In pač pridete v disko, vsi mladi tako šokirano gledajo, kaj se to, ampak oni dve samozavestno zaplešeta. In v bistvu kljub temu, proti vsem tistim šokiranim obrazom, oni dve sta uživali. In tako je tudi prav.
nami vabiva na oder mentorice, ki so ves čas tabora tudi pridno delale. In zdaj bomo priča premieri nove predstave o Romeu in Juliji v časopisni izvedbi. Starejšim mladim zgled, da jim omogočimo priložnosti, da so soudeleženi. In ena od takih priložnosti je tudi to, da so mentorji ves čas zraven, da so tudi oni zelo dejavni, tako pri delavnicah, kot tudi v kuhinji. In kot ste videli, so tudi pripravili svojo predstavo. Prav tako so vse spodbude zelo zaželene in so obrodile sadove. In tudi tukaj boste videli, je bila danes, so šle ekipe tudi na teren. Žal smo spet bili časovno omejeni. Vse to, kar so ekipe odkrile na terenu, se je zgodilo v zelo krajšem času. Romana jim je dala tak zelo močen začeten impuls, a mogoče kaj o tem? Čisto preprosto, ne? Želeli smo naša razmišljanja, naše sporočilo prenesti tudi med krajane, predvsem pa tudi dobiti njihove zgodbe, jih spoznati in pristopiti, kajti velikokrat si sami postavljamo meje in te meje smo zdaj prestopili. Mladi so dobili čisto preprosto nalogo, oditi k krajanom, jih povabiti na ta dogodek, jih povprašati za njihovo zgodbo življenja, tako da še oni lahko prispevajo enega izmed kamenčkov življenja v naš tabor. In za začetek si bomo pogledali video posnetek ene izmed zgodb, ki so jo posneli mladi, posnel jo je Nebojša, ki prihaja iz Srbije, je bil z nami tudi ves čas tabora. Še to treba poudariti, da je Nebojša prišel kot prostovoljec
bruc, ki je opisal arhitekturo, ampak se je vzel čas za nas in je preskočil del priprav na študij, tako da smo mu zelo hvaležni in si zasluži aplavz. Anketo? Ne anketo, no, ampak no, če bi lahko zaupali kakšno življenjsko zgodbo. Ojej, življenjsko zgodbo? Ja, mislim, kakšno me res to ostalo rojstvo, poroka, obletnica, smrt. Ojej, smrt je že ne. Se ti spomniš kaj? Zdaj ti rojstvo, si sina, kaj se zdaj čisto nora, ne? Je bil lep dogodek? Je bil življenjski dogodek? No, povej, ne? To sem otrokom to... Dajte, no, sej ne bom, mislim... Ja, jaz sem šla roditi sina po noči in naš oče je trdno spal, ker je bil prej na njih volitvah in ga nisem mogla zbuditi in sem šla sama peš roditi. Peš, ja. Tako hitro pišeš? Torej med potjo ni rodila. Dobro, to. Kaj so pa to šli pa izpopolne? To je bilo v Novem mestu. A pa v Novem mestu? Ja, to je bilo v mestu in 5 minut daleč, no recimo 10 minut je bila pa porodnišnica. Ti dosti dolgo 10. Ja, to caj se drža. Potem so pa prišla do vratarja in se rekla, da bo jutro, ker to je bilo 2:30 zjutraj, sem rekla, jaz sem prišla pa roditi, ne, tako debelo pogledal, ker vsako pripelje, ne, vsako mamico pripelje in so vsi zaskrbljeni. In potem sem klicala domov, ob enih 8:30, še nisem rodila, sem še sem pa tja hodila okoli na mize. Pa kličem domov, pa se zbudejo 7:30. Pa se zbudi naš. Kje pa si sem rekla porodnišnici, pa ga je skoraj kap zadel. Ampak meni, ne, kot se vidi, meni. Ja, dosti je to. A si lahko tako hitro pisala? Ja. Bravo. Bravo. Stenografiraš? Ne. Prosim? Če stenografiraš? Stenografija je ena taka okrajšana pisava, ko se je čas uporabljala. Da skrajšaš na primer. Ja, zdaj pa sam mikrofon pa poslušaj. Ampak včasih ni bilo... Ker povej, kaj ti manjka. Ja, se imam, hvala. Evo, vse so slišali, pa ji bojo povedali. No, še nekaj. A imate mogoče, mislim, bom tako rekla, a bi lahko danes ob 8:30 prišli na osnovno šolo? Moste. Moram, ker sem bolana. A ja, veš kaj, moraš pa zaključek še napisati, zgodaj mora biti zaključek. Ob 9:30 pa se mi je rodil sin, moj sin, ob 9:30 dopoldan. Ki je že danes zelo velik in je nekaj časa se učil v osnovni šoli, po meni na Mostu. Andrej. Ja, ampak je zdaj že 10 let. 38 je ostalo. Moj sin. Ja, čak, to pa ne smete zdaj pisati, to pa ne velja. Ne bomo. To je pa anonimna anketa. Ja, če pa tale fantič to snema, je pa res anonimno. Ne, ne bo. Ne bo nekaj na televiziji, tako da me. Tako na nacionalki bo? Ja. Vredi pa. Najlepša vam hvala. Še nekaj. Samo še nekaj. Kaj bi pomenili kamenčke življenja? Ko se naštapljajo? A vaš tabor se nekaj kamenčke življenja? Razlagati, tukaj se ne zvezo. Kamenčke življenja? Ja. Pri kamenčkih se zmeraj predstavljam vodno strugo. Tako da mogoče to, da teče življenje kot voda. Čez kamenčkov, preko kamenčkov. Jaz moram je težko s tem otroci. Najlepša hvala. Smo potovali in končno na koncu, ko smo že skoraj obupali, smo najdli eno zgodbo. In sicer je potekalo tako, ne. Najprej smo hodili, ene par bajt smo šli v krog, pa ni bilo nobenega odgovora. Malo smo se še tam zgovarjali, sam tistega, ko smo pa hoteli, pa nismo dobili. No, pol ena gospa, se spomnimo, ne, je bila tako dobra, da nam je, sicer se nam je opravičila, ker nam ni nič tazga mogla povedati, ampak nam je dala pa čokolado. To je bila dobra stran. To je bila zelo dobra, veste. No, pa smo našli enega gospoda lih pri delu,
je rekel, punčke, živijo. No, in smo mu razložili, kaj hočemo, pa je rekel, ja, veste, jaz lih nekaj delam, neki avtošralfov, ne vem kva, in je rekel, pojte tamle do mojega sina. Pa smo šle, sin je lih jedel svojo punco, sta jedla sladoled, prav fajan, sta me ga še ponudila, saj smo glesite, pa sin je imel ful lepe oči. Resno. Vse to ni važno, ne rečem. No, pa smo šli pa naprej, spet smo neki bajt skozi dale, nobenega pametnega odgovora ni bilo, pa je rekla Karin še, pojmo še na uno čez cesto, pa jaz maneno, da je itak noben nam nič povedal. No, okej, pa gremo mi. In enata pride ven, dober dan, koga pa vi hočete? Ja, veste, pa mu spet razložimo, pa prav on, ti ne morem, imam lih del. In res je, on je ne vrata popravljal. Prav, vprašajte tamle mamo. In smo jo vprašali, prav, in je lih omenila eno poplavo. In če mi ne bi bile tokrat dovedne, pa vprašali, kaj se je zgodilo, ne bi izvedle, da tele poplave, ki so bile, da jim je prišla voda v stanovanje, bilo je visok 1,5 meter pa pol, uničili mi je celo kuhno, hladilnike in vse ostale stvari, tako da škoda je zelo velika in mi smo sicer doble zgodbo, ampak pričakovali smo kakšno bolj veselo, bolj zanimivo in upajmo, da se bo teh stvari dogajalo čim manj. Bo še kakšna zgodba, drugače bomo pa te zgodbe tudi dali na splet oziroma vse bomo poročali o tem, da bo čim več ljudi vedelo, kaj vse se je dogajalo te 3 dni. Dogajalo se je marsikaj, veliko smo improvizirali, veliko smo sproti domišljali, in zdaj tukaj nas čakajo, kot ste opazili, veliko inštrumentov in kako hitro lahko skupina mladih naredi eno tako res dobro skladbo, vam bo pokazala skupina, ki se je lotila vseh teh inštrumentov, tako da kar pogumno na oder. Še enkrat dober dan, dober večer, pozdravljeni. To je bila moja druga delavnica, ki jo bi mogel voditi en moj prijatelj, pa ga zaradi znanstvenih problemov ni bilo in sem ga pol pač jaz nadomestil. Na razpolago smo imeli 1,5 ure, da smo skombinirali en komad, en pesem in za 1,5 ure časa smo jo kar dobro skombinirali, če jo bojo zdaj zaigrali tako, kot so jo na vajah. Zdaj, hodi bolj sem, da se vidi. Ti si glavni pevec. Ja, samo malo, da še se uredimo.
Ja, mi imamo tudi neslišni zvonček. In tudi malo bolj glasni zvonec, ki nas vabi in kliče posebnim dogodkom. Eden od takšnih posebnih dogodkov vsak dan je dogajanje v kuhinji. Imamo neverjetne ekipe. Naše brbončice, po moje, so zelo zadovoljne. Tako da zahvaljujem se za vso pomoč in podporo in potrpežljivost naši sestri Bernardi. In pa vsem dobrim vilam, ki ste bili do sedaj v kuhinji in ste prispevale vsem tem našim dobrotam. Naše omizje je vsak dan zelo bogato. Tudi del tega vam bomo ponudili na mizah, ker sem verjamem, da ste opazili že škatle, ki čakajo. Namreč ena od tudi lepih stvari na tem taboru je bila tudi posebna izmenjava, da smo se drug drugemu predstavili tudi še na en poseben način z dobrotami, ki so jih osnovnošolci prinesli sabo iz svojih krajev. Pri tem so sodelovali ali sami v šoli pri gospodinstvu, ali so jim pri tem pomagale njihove mame, stare mame in še najbrž kdo, pa ga nisem omenila. Tako da potem se bomo skupaj tudi posladkali. Tako kot smo začeli današnji večer, ga bomo tudi zaključili z glasbo. Tako da mislim, da besede niso potrebne. Hvala vam, ker ste prišli in hvala vam, ker s tem, ko ste prišli, ste tudi prispevali svoj kamenček k temu, da vam ni vseeno in da nas podpirate in verjamem, da se srečamo še kdaj.